Dober večer. Najlepša hvala za lepe besede, hvala nastopajočim za čudovit program zaenkrat. Predvsem pa hvala seveda vsem vam, da ste se tukaj zbrali. Dolgo obdobje zdravstvene in družbene krize ni prizaneslo nikomur, ni za vse enako slabo seveda, ampak če drugače ne, se na povsem osebni ravni soočamo s številnimi preizkušnjami, strahovi, tudi stiskami. Izčrpanosti, naveličanosti, apatije lahko rečem, da ne manjka, ampak ne obupamo. Nekaj nas žene naprej in to iskro volje pogosto neti kultura. Na Radiu Slovenija, od koder prihajam, imamo ta privilegij, da delamo za ljudi. Ustvarjamo program, ki številnim poslušalcem nekaj pomeni, v pomoč jim je ažurna informacija, navdušuje jih neposredni radijski prenos smučarskih skokov, pomirja jih umirjen glas voditelja, razveselijo se kakšnega živega koncertnega nastopa, najraje seveda najljubše glasbene skupine. Poleg privilegija pa imamo seveda tudi neizmerno odgovornost, izjemno odgovornost, neprestano moramo opravičevati visoka pričakovanja in slediti poslanstvu javnega medija. Pomemben del naše ponudbe je zato tudi izjemno pestra ponudba kulturnih vsebin. Kot odgovorni urednik bi se na kratko dotaknil predvsem drugega programa, torej Vala 202. Pred slabima 2 letoma, nekaj dni pred uradno razglasitvijo epidemije, je, moram priznati, tudi pri nas vladala precejšnja negotovost, ampak ni prevladala. Za odločilno, lahko rečem, so se izkazali izjemna pripadnost kolegic in kolegov, izkušenost dela ekipe, zagnanost predvsem mlajšega dela, pa občutek odgovornosti. V trenutkih velike preizkušnje smo si postavili zelo enostavno vprašanje, kako lahko pomagamo poslušalcem. In tako smo popolnoma spremenili programsko shemo, za ustvarjanje v naslednjih mesecih pa zapisali tudi nekaj programskih izhodišč, med njimi tudi tole. Zagotovili bomo nadomestek druženja v živo, s posredovanjem zanimivih vsebin v času zaprtih kulturno-izobraževalnih ustanov in s koncerti slovenskih glasbenikov. Še preden se je država zaprla, smo zagnali organizacijsko kolesje in 16. marca, le nekaj dni po razglasitvi epidemije, že gostili prvi koncert doma Tomija in Guštija. Verjamem, da koncerti niso bili le lahkotno razvedrilo, čeprav tudi s tem ni seveda popolnoma nič narobe, menim, da so bili mnogo več. Prepričan namreč sem, da se je naše dojemanje ne le glasbe, ampak umetnosti nasploh v zadnjih 2 letih spremenilo. Ko se je svet ustavil, kasneje pa še nekajkrat vsaj upočasnil, ko je ugasnila ta kakofonija zvokov, ki nas obdaja, smo lahko zares poslušali, ne le bežno prisluhnili. Tako v posebnem spominu sam še vedno hranim kar nekaj radijskih dogodkov, ki se zgodijo v posebnih okoliščinah, v trenutku in pa na radiju seveda v živo. Na te dogodke me vežejo oziroma me ne vežejo le spomini, čeprav si jih zlahka tudi vizualiziram, ampak predvsem občutki. Občutenje navdiha, tolažbe, spodbude, po malem tudi otožnosti, občutenje tolažbe, povezanosti, varnosti, občutki, čustva, ki netijo iskro volje. Spominjam se nastopa skupine Mi2 na koncertu doma ob 1. maju, ogromen radijski studio, sicer ga zapolnjuje simfonični orkester, takrat pa obenem prazen in pa sočasno poln. Prazen, ker so imeli člani skupine seveda preveč prostora, poln pa zato, ker so odigrali izjemno doživet, iskren, izvedbeno lahko rečem popoln in pa sporočilen koncert. Ker se je svet ustavil in ni bilo motečih elementov življenja, balasta, smo lahko zares poslušali in slišali besedila v novih odtenkih. Kakor nekoč padla je noč, ugasnjena luč, pa vsi še bedimo. Kakor nekoč klic na pomoč, vsi se pretvarjamo, da trdno spimo. Spominjam se nastopa Rudija Bučarja, ista ogromna dvorana, nežno rdeče osvetljeno ozadje, pod glavnim reflektorjem pa on, bos, le s kitaro v rokah, ampak z izjemnim glasom, samozavestno in pa resnično srčno interpretacijo. Napolnil je prostor, ustavil čas in lahko smo ga slišali, kakor še nikoli prej. Za nas, ki smo polni strasti, za prave duše nas nič ne skrbi, da pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma.
In spominjam se nedavnega nastopa v Živookah, sicer zabavnem jutranjem šovu. K sodelovanju smo povabili ljubiteljske vokalistke in vokaliste, poslušalce, ki denimo radi pojejo pod tušem, in prijavila se je tudi Lucija. 14-letnica je zapela pesem Imagine Johna Lennona. Negotov, sramežljiv pogovor, ki ni obetal pred začetkom petja, zatem pa šok. Popolno presenečenje, nevera, je mogoče, da tako poje 14-letna Lucija. Je presunljivo, nepričakovano, prepričljivo. Zdi se ti, da sanjač sem, a to je vse, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče ne bo sam. Ne le glasba, tudi film, gledališče, književnost, ples, umetnost nasploh nas ves čas nagovarja. V naši državi odličnih avtoric in avtorjev ne manjka, z nami komunicirajo. V njihovih delih najdemo oporo, nudijo nam možnost za pobeg, umik, ko je zares težko. Z avtorskimi deli nas navdihujejo. Spodbujeni z umetnostjo gradimo nove miselne svetove, prilagajamo svoje ravnanja in okolico. Umetnost nas tudi večkrat zaboli, dregne v naše predstave o svetu, maje naša prepričanja, nas občasno zaradi neposrednosti ali drugačnosti celo odbija. Na različne načine se nas torej umetnost dotakne. Lahko nam je v spodbudo misliti, skušati razumeti, vključevati, spoštovati, tolerirati, napredovati. Če umetnost resnično slišimo, če ji dopustimo, da je iskra navdiha, potem lahko sebe in svet lažje spreminjamo na bolje. V času, ki ga vse prepogosto zaznamujejo vulgarnost, nestrpnost, egoizem, samozadostnost, odsotnost mišljenja, v takšnem času bi bilo nujno večkrat, ne le ob 8. februarju, umetnosti resnično prisluhniti, jo slišati. Morda bi potem lažje in predvsem bolje slišali tudi drug drugega in se nekoč nekje celo razumeli.